Jaz sem Andreja Libič, stara sem 30 let in prihajam iz Logatca. In mislim, da sem ena med najprepoznavnijim osebami trenutno v Sloveniji na slovenski sceni. In ja, posledično dobivam tudi, mislim, pozitivne, negativne komentarje in občasno, ko imam čas, jih berem. To je moški, to je dec, to je, ne vem, transrodna oseba, pa mislim, oseba, ki želi izgledati kot ženska, mislim, čist napačna informacija, ne vem, odkod je to. Načeloma mene niti noben komentar ne prizadene, ker jaz ne dajem nekakšnega mnenja, nekakšnega pomena v bistvu na mnenje drugih ljudi. Posebej mislim ne na mnenje ljudi, ki me ne poznajo. Jaz sem trenutno res zelo samozavestna oseba, ampak jaz nisem bila vedno takšna. Mene je bilo sram narediti pristop do nekoga, ali ne vem, recimo pogledajte v kameru, pogledajte, ne vem, v nekakšno tretjo osebo, da prije tretja oseba v prostor, pa se tako čist zaledim, mislim, zamrznem se in nisem vedela, kako bi se obnašala, kakšen pristop bi naredila, kako me bo ta oseba doživela. In sem bila čisto izgubljena. To definitivno, ta oseba danes in oseba, ki je bila, ne vem, pred kakšnih 10-15 let, recimo, to so dve različne osebe, definitivno. Jaz sem se načeloma začela zavedati, da sem drugačna od samega otroštva, ker recimo samo spol je bil čisto drugačen v odnosu na ženski ali moški, recimo, in sem se zavedala, da je nekaj narobe z mano, ampak nisem vedela, kaj je. In sem mislila, ok, kot otrok ne morem jaz racionalno razmišljati, jaz ne vem, nisem poznala teorije, nisem poznala prakse, kako to izgleda. In sem živela tako, kot sem živela dejansko. Ko sem bila stara kakšnih 12,5–13 let, sem začela imati res močne bolečine v donjem delu trebuha. Najprej sem mislila, ok, da so to klasične težave, ampak mislim, to se je dogajalo, mislim, iz meseca v mesec in je postajalo vsak mesec vse slabše. In v eni situaciji sem dobila tudi, mislim, krvavitev in sem se takrat res začela zavedati, da je nekaj narobe z mano. Ampak spet nisem vedela, kaj je. In mislim, da je to bila ta točka, ko sem začela malo raziskovati o sami sebi oziroma o svojemu stanju. In mislim, da sem takrat prvič začela obiskovati svojega zdravnika in delati na tem področju, da vidim, kaj je narobe z mano. Kaj pa recimo tvoji starši? A so ti oni kdaj razložili, kaj točno se dogaja? Problem je v tem, da sem jaz bila rojena v Bosni, v enem zelo, zelo majhnemu mestu in sem živela nekaj časa, nekaj let v bistvu v eni zelo majhni in zaostali vasi, bi rekla tako. In tam prevladuje taj balkanski mentalitet in tam je samo moški, ženska in to je to. Sin, hčerka in vse, kar je drugačne, ni kako bi rekla, ni sprejemljivo. Jaz sem od svojega očeta dobila res tako nekakšne negativne komentarje, tipa kao ti si psihično bolana oseba. In jaz sem res dejansko začela verjeti v to. Toliko sem začela verjeti v to, da sem na koncu naredila največji korak v življenju in da sem se odpravila do taj centra za mentalno rehabilitacijo, ker sem bila prepričana, da sem res psihično obolela. In ko sem prišla tam in ko sem pogledala v čakalnici vse te osebe, vse te ljudi, ki sedijo in čakajo, pa sem rekla, ok, kaj jaz delam tam, jaz res ne počutim se, da sem, ne vem, psihično bolana, nisem se počutila tako. Ampak sem rekla, bom ostala do konca, da vidim, kaj mi bojo povedali. In sem opravila prvi pogovor s psihologom, potem v bistvu s psihijatrom in so mi takrat povedali, da nimam nobenega elementa za zdravljenje, da sem čisto v redu, ampak da je edina težava v bistvu ta samozavest, kar je bilo normalno glede na okoliščine, v katerima sem takrat živela. Ne bi rekla, da su moji starši bili slabi, čisto nasprotno, mislim, oni su veliko naredili, mislim da vjerojatno se nisu znali obnašati u določenih situacijah, ker oni sami skozi svoje odrašćanje mogoče nisu imali te nekakšne podpore in to je taj balkanski mentalitet, ki vleče, ne vem, od zadnjih 100 let pa naprej, mislim, in to se ne da spremeniti. Jaz sem načeloma tam, ne vem, 12, 13, 14, 15, 16 leto
najprej mislila, da sem transrodna oseba in sem se res poglobila v to in sem se na nekakšen način začela kao zavedati, da sem transrodna oseba, ampak koliko sem spoznala te transrodne osebe in sem videla, da oni mene ne sprejmejo, mislim, da te osebe mene ne sprejmejo v svoj krug ljudi, pa da jaz svoj ne počutim, mislim, tako kot se oni počutijo. Pa sem bila malo izgubljena in spet sem videla nekaj, a ja, ni to, moram malo še naprej. Ko sem v bistvu izvedela, mislim, da sem interspolna oseba, za mene je to bil res šok, ker ko sem izvedela iz prve roke v bistvu, da sem rojena, mislim, z oznakami oba spola. Ok, tega sem si tako zavedala, ker to sem vedela, ampak dejansko, da sem odznotraj čist, mislim, rojena sa tim ženskim reproduktivnim sistemom, to mi je avtomatično dalo odgovore na vsa ta moja vprašanja, zakaj bolečine, zakaj se to vse dogaja, mislim, na čisto vsa vprašanja, ki sem jih imala, nabirala, mislim, skozi ta leta. Mogoče sem bila jezna na samo sebe takrat in sem nekaj časa to držala za sebe in sem analizirala, kaj naprej, sploh, mislim, kaj narediti, ali se sploh da kaj narediti, mislim, glede tega. Slučajno se je zgodilo, rekla bi sreća u nesreći, da sam spoznala eno zelo dobro gospo, da sam se iz Bosne preselila u Belgiju in da sam tam dejansko začela to svojo pravo hormonsko terapijo in da se skozi samo to hormonsko terapijo tudi taj spol, oziroma ne samo spol, celotno, mislim, organizam da se prilagajaju, mislim, temu, mislim, to je res dolg proces. Definitivno nije jednostavan, ker psihično hormoni deluju svoje in ti se v enem trenutku, recimo, si res zelo srečen v naslednjem trenutku, v naslednji minutki, jokaš, ne vem, smeješ se, žalosten si, sploh ne veš, mislim, kako bi opisal samega sebe, ne moreš se razumeti v tem trenutku in to je trajalo dobrih 7 mesecev vsak dan. Posledično sam toliko psihično bila uničena, da sam izgubila službu, da sam izgubila tudi osebe, ki su bile moja podpora po eni strani, ker me niso mogli razumeti. Dejansko jaz nisem mogla razumeti samo sebe, ampak ko se je to unormaliziralo, ko sem videla v bistvu, kakšne spremembe se dogajajo, mislim, ne samo fizično, ampak tudi psihično, na psihični tej ravni, sem se začela počuti izpolnjeno, srečno in sem rekla, ok, to sem jaz. Zdaj sem jaz. Jaz sem šla na kmetijo sa posebnim namenom in tega posebnega namena nisem nikoli razkrivala na samemu začetku. Sem rekla, daj mi opustiti, da se to razvija vse sproti, da vidim. A sem res sposobna najprej da dokažem sebi, da sem sposobna živeti na kmetiji in še bolj, da sem sposobna živeti z družino, ker jaz sem večino življenja živela sama. Zakaj sem želela izpostaviti to interspolnost? Iz razloga, ker sem dobijala zasebna sporočila od nekakšnih staršev, recimo od otrok, ki so res specifični. Jaz sem preživela to, kar sem preživela, ampak ne rabi nekdo drug doživeti isto in preživeti isto te težke trenutke, če se lahko to zdaj, mislim, i toliko je medicina napredovala i toliko, mislim, časi su drugačni, da se lahko nekaj sa skupnimi moći naredi. Je pa dejstvo, da jaz ne morem sama nič na tem polju in da res rabim ogromno, ne vem, podporo tudi mladih ljudi, podporo medijev, podporo na splošno Slovenije. Ker ko sam prebrala taj en podatak da je u Sloveniji 36.000 interspolnih oseb, jaz sam ostala malo šokirana, ker jaz se tega nisam zavedala. Jaz sam mislila, ok, u redu, to je kažem, ajde 2000 ljudi, ampak 36.000 ni majhen zalogaj. Recimo, ta nekakšna moja vizija je v bistvu ravno to, izpostaviti to interspolnost na zelo pozitiven način in pomagati na nekakšen način tim staršim otrokom, mislim, ki res potrebujejo to pomoč, v vsaki osebi oziroma vsakemu, ki se počuti na kakršenkoli način drugačen. Ne mislim zdaj samo na rodno identiteto, ampak tudi čist, če se počuti drugačen. Eni su drugačni tudi po načinu razmišljanja, recimo. Da verjame v sebe, najprej to, in če ima kakšne dvome, da me kadarkoli lahko kontaktira. Jaz sem psihologinja in jaz bom vzela čas, ne vem, 5 minut, 1 uro. Bom probala narediti vse, da vsaka ta oseba v bistvu izboljša to svojo samozavest in da dela na sebi in da na koncu koncev se postavi samo za sebe, ker če se ti ne postaviš sam za sebe, se ne bojo tudi drugi postavili. Samo močno in hrabro skozi življenje in verjamem, da vsaka oseba lahko uspe. Bravo, to je bilo to. Super, hvala.